Pozdravljeni v podkastu Ljubljanskega mestnega muzeja, kjer danes v naši muzejski zakladnici odpiramo razstavo. Gre za nagrobno ploščo, ki je še ena izmed pomembnih arheoloških najdt iz Gosposvetske ceste. Torej prikazujemo vam nagrobni spomenik, ki sta ga vzdana starša nekako pred 1500 leti postavila svojemu prezgodaj umrlemu otroku. Kot ste verjetno že ugotovili, vse skupaj se je dogajalo v Emoni. Potem je kamen prikrit in skrit očem javnosti ležal pod tlemi srednjeveške, novoveške Ljubljane. Tudi viharno 20. stoletje prejšnjega tisočletja je, da tako rečem, počival pod traso severne vpadnice v Ljubljano. Vse do pred 2 let. Pa naj bo to dovolj za začetek. Danes sta z mano moja kolega arheologa Martin Horvat, ki je vodil izkopavanja, ter Bernarda Županek, ena vodilnih poznavalk antičnih časov Ljubljane. Pa kar začnimo. Torej, najprej vprašanje zate, Tine. Da si lažje predstavljamo širšo sliko, kaj v smislu arheološkega potenciala pomeni Gosposvetska cesta? Katere so te presežne najdbe in katere odgovore nam je dala? Veliko smo jih v naši zakladnici že pokazali. Pa morebiti tudi, ali arheologi ta del Ljubljane prvič raziskujete? No, če začnemo v bistvu tam, kjer si končala z zadnjim vprašanjem, potem moram priznati, da v trenutku, ko govorimo o arheologiji in raziskavah, moram reči, da arheologi raziskujemo ta del na nek način prvič. Pri tem pa je potrebno povedati, da smo nekatere najdbe in informacije iz tega dela grobišča poznali že prej, ampak ne zaradi arheoloških raziskav, ampak zaradi nekih zapisov, informacij, ki so bile posledice gradbenih aktivnosti še v, recimo, 19. stoletju, ko so na tem delu gradili komunalne vode, kanalizacijo, gradili so tudi Tavčarjevo hišo oziroma palačo in tako naprej. Skratka, nekaj informacij, kaj nas na tem delu čaka, smo imeli. Take prave arheološke raziskave pa na tem delu še niso potekale. Tako da smo v bistvu si pred pričetkom raziskav ustvarjali neko sliko, kaj lahko na tem delu pričakujemo. Seveda pa z veseljem moram reči, da smo pa med samimi izkopavanji relativno hitro ugotovili, da je pravzaprav to izjemna lokacija, da v bistvu takega dela, recimo, severnoemonskega grobišča do zdaj še nismo obravnavali. In če govorimo o Gosposvetski cesti, potem danes seveda lahko govorimo samo o nekih presežkih, presenečenjih in o tem seveda, da se stroka ta trenutek in verjetno se bo še nekaj časa v bodočnosti s to lokacijo in najdbami še intenzivno ukvarjala. In če v bistvu to nekako povežem tudi z našim muzejem, torej ni naključje, da je to pravzaprav zdaj že, mislim, da 4. razstava v naši zakladnici. To samo govori o tem, kakšni presežki pravzaprav res so bili odkriti na Gosposvetski cesti. Samo še en podatek, če rečemo, da je na tako majhni, oziroma ozki, omejeni lokaciji bilo odkritih preko 40 sarkofagov, potem mislim, da ni k temu kaj dodati. No in že smo pri poletju 2018, ko ste na lep poletni dan odkrili kaj? Ker naši poslušalci predmeta trenutno ne morejo videti v živo, prosim, Tine, če ga lahko čim bolj natančno opišeš. Ja, se pravi, gre v bistvu za lokacijo, ki je izjemno zanimiva. Zelo hitro smo ugotovili, da gre za v bistvu del pokopališča, ki je bil v uporabi, predvsem so ga uporabljali prebivalci Emone, za katere danes lahko rečemo, da so očitno,
bili del tako imenovane starokrščanske ali krščanske skupnosti v Emoni. In v bistvu ob raziskavah tega dela pokopališča in, bom rekel, tega presežka te lokacije, torej odkrite tako imenovane pokopališke cerkve na tem delu grobišča, smo naleteli na zanimiv grob, bolje rečeno grobnico ali grobno skrinjo, ki je bila sestavljena iz kamnitih plošč in pokrita z napisno ploščo. Sam grob v bistvu je bil odkrit v samem tem pokopališkem kompleksu, lahko bi rekli, v sami cerkvi, pokopališki cerkvi, kar je samo po sebi zanimivo, glede na to, da so tja seveda lahko pokopavali samo imenitneži, bi lahko temu tako rekli. Skratka, gre za pomembno lokacijo, ki priča o tem, da je bil tukaj pač pokopan pokojnik, ki je imel kar neko pomembno vlogo v tej skupnosti. No, pri samih raziskavah se je izkazalo, da gre pravzaprav za otroški grob. Zanimivo je, da je bil v bistvu otrok še ne 3 leta star, položen v to grobno skrinjo, potem zasut, kot v bistvu popotnico oziroma kot neke vrste daritev, pa so v to grobno skrinjo položili 11 bronastih kovancev, kar je, bom rekel, res neka zanimivost in nek način tudi presenečenje. To namreč sicer na krščanskem pokopališču ni bilo običajno. Vse skupaj so potem zasuli zemljo, prelili z apneno malto, na njo pa položili pač ploščo, na kateri so potem usekali napis, na podlagi katerega seveda lahko danes govorimo o tem, kdo je bil pokopan in kdo je za tem pokojnikom, za tem otrokom potem tudi žaloval. Torej, iz arheološkega terena je plošča potovala kam? Na čigavi delovni mizi se je znašla? No, ta plošča, kot rečeno, je pokrivala v bistvu grobno skrinjo in seveda zaradi pritiskov zemlje in vseh teh stoletij, takšnih drugačnih pritiskov, je v bistvu bila poškodovana. Poškodovana v tem smislu, da je spokala, da se je prelomila nekajkrat in ob previdnem dvigovanju same plošče je seveda potem na nek način se je znašla na mizi konzervatorjev restauratorskega centra, ki so jo očistili, uspešno sestavili, zlepili in danes pravzaprav jo lahko pokažemo v takih celoviti in enoviti obliki. Hvala, Tine, za ta pojasnila in tvoje odgovore. Zdaj pa, torej, nagrobni kamen imamo, arheologi so ga odkrili, restavratorji in konzervatorji so ga pripravili za razstavo. Na njem pa je zelo očiten napis, relativno dolg napis. Bernarda, kaj nam pove ta napis? Torej, na kamnu je, kot si rekla, precej dolg latinski napis, ki so ga preučili naši kolegi epigrafiki. Epigrafika je veda, ki proučuje napise bodisi na kamnu, se pravi na kamnu, kot je naš, bodisi na lesu, keramiki in podobnem. Sama beseda izhaja iz grške besede za napise, epigrafe. Ta znanost ima zanimivo zgodovino, razvijala se je od 16. stoletja naprej in ena najbolj slavnih stvari, ki so jih naredili epigrafiki, je bilo razvozlanje egipčanskih hieroglifov. To je mogoče tako imenovani kamen iz Rosete. Ta kamen je ena taka velika granitna plošča, odkrita v kraju Roseta, v Nilovi delti, na kateri je vsebina napisana v 3 pisavah, v 3 jezikih tudi, v hieroglifih, v demotski pisavi in v grščini.
In primerjava med temi 3 zapisi je epigrafikom omogočila razumeti, katere glasove in pomene zapisujejo posamezni hieroglifi. In takrat naprej jih lahko berejo. Tole, Bernarda, moram povedati, da mi je zelo zanimivo tale razlaga tele kamna iz Rosete. Namreč trenutno se nahajamo v času, kjer sem tudi učiteljica oziroma pač od doma ne učim otroka v 7. razredu, kjer se ravno učijo o prvih civilizacijah in to je ena izmed zanimivosti, torej zgodovine v 7. razredu, kako se sploh prišlo do tega, da so v bistvu znanstveniki lahko razvozlali egipčanske hieroglife. Zdaj pa gremo naprej na našo najdbo. Besede, torej zapisane besede so v latinščini, pa te prosim, Bernarda, da nam kar ta latinski zapis prebereš v originalu in nam ga potem še prevedeš. Ja, najprej pa še poudarim, da sta ga prebrala in prevedla 2 strokovnjaka epigrafika. Eden od teh je zaslužni profesor dr. Joan Pisot z Univerze v Cluj-Napoki v Romuniji, druga pa je doktorica Anja Ragolič z našega inštituta za arheologijo na Znanstveno-raziskovalnem centru SAZU. Jaz pa zdaj se bom potrudila prebrati za njima, čeprav časi, ko sem se učila latinščino, so že zelo daleč. Takole gremo, najprej izvirnik. Hic jacet inocus Dagalaifus nomine, filius Harietonis, campidoctoris numeri invictorum seniorum, et Laurentia mater eius, qui raptis est in aeternum et fixit annos duos et menses sex, pi parentes monumentum illi fecerunt. In zdaj še prevod v slovenščino. Tukaj leži nedolžen otrok po imenu Dagalaif, sin Harietona, učitelja urjenja v enoti nepremagljivih starejših vojakov in njegove matere Laurencije, ki je bil odvzet v večnost in je živel 2 leti in 6 mesecev. Vdana starša sta mu postavila spomenik. In kaj nam ta napis pravzaprav pove, oziroma zanima me širše, kaj za vas arheologe, kakšen vir so za vas torej napisi na nagrobnih kamnih, te epitafi? No, v prvi vrsti epitafi veljajo za zgodovinski vir. Epigrafika načeloma šteje med pomožne zgodovinske vede. Če ne, pa so seveda za nas taki napisi zelo dober vir. Nam dajo podatke, ki jih mi drugače ne moremo dobiti iz arheoloških virov. Naprimer imena, pa natančno življenjsko dobo, pa družinsko strukturo, če ostaneva konkretno pri tem našem spomeniku. Pri tem našem spomeniku, kako pa ste si lahko iz teh, bom jaz rekla temu, navzkrižnih informacij o takratnem času, o takratni religiji, o takratnih družinskih strukturah, kako ste si lahko razložili življenje očeta Harietona, ki je ta nagrobni kamen postavil? Ja, oče Harieton je imel očitno zelo uspešno kariero. Kot pove njegov naziv, campidoktor, je bil usposobljen za urjenje vojakov v vojaškem taboru. Njegova enota se omenja v enem drugem zgodovinskem viru, v knjigi Notitia Dignitatum, to je ena knjiga iz 5. stoletja, kjer je njegova enota omenjena kot ena izmed vojaških enot pozno antičnega rimskega cesarstva. Je pa ta naša plošča doslej prvi in edini primer sploh, da bi bila ta enota omenjena na kakšnem napisu, in to je res izjemno. Zdaj, meni osebno je pa zelo zanimivo, da imata oba, tako Harieton kot njegov mnogo prezgodaj umrli sin, germansko ime. O posameznih germanih v Emoni ne vemo dosti, sklepamo na najemnike v rimski vojski, kar je bilo v tem času običajno. Odkritih je bilo nekaj predmetov, ki jih lahko povežemo z Germani, da bi bili pa izpričani s konkretnimi imeni, to pa je izjemno. Aha, no zanimivo, ker zdaj si se tukaj ti spet dotaknila v bistvu raziskav porekla. In kot vem, prav zdaj sodeluješ še v enem projektu, ki pa raziskuje genetsko sliko prebivalcev, torej Rimljanov v času Emone. A mi lahko kaj več poveš o tem? Ja, s kolegi sodelujemo v mednarodnem projektu Histogenes, ki se bo ukvarjal z genetsko sliko vzhodne in osrednje Evrope v času, ko je na ruševinah rimskega imperija nastajala srednjeveška Evropa. Namen projekta, v katerega so vključene številne ugledne inštitucije iz Avstrije, Nemčije, Madžarske in Združenih držav Amerike, je s pomočjo DNA razumeti migracije, ki so se v času preseljevanja ljudstev dogajale v tem prostoru, in podrezati vprašanje, v kolikšni meri so neke etnične skupine, recimo
Grmani, rod, družina. V kolikšni meri so to neke biološke kategorije in v kolikšni meri so socialni konstrukti. Torej, če se vrnemo na naš primer, ali je bil Dagalajf tudi biološko zelo podoben skupinam, ki jih lahko označimo kot Grmane, ali pa je bila to vrstna identiteta splet načina oblačenja in življenja, ne pa nujno, če tako rečeva, krvi. Zelo zanimivo, res. Tako, to je bil naš podcast iz muzejske kleti, iz naše muzejske zakladnice. Govorili smo o nagrobnem kamnu, ki smo ga pred 2 leti odkrili na Gosposvetski cesti. Posneli smo ga zaradi seveda dolgotrajnega stanja zaprtja muzejev. Ko se naša vrata ponovno odprejo, vljudno vabljeni, da se nagrobni kamen v muzejski zakladnici tudi ogledate. Do takrat pa vse dobro. In saj veste, preteklost ne obstaja, dokler ne pride v sedanjost.